Pozdravljeni. Danes je veliki četrtek. Evangelij pravi takole. Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, skazal svojem ljubezen do konca. Med večerjo je odložil vrhnje oblačila, vzel prt in se opasal, potem je v umivalnik vlil vode in začel učencem umivati noge in jih brisati s prtom. Ko jim je torej umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sedel, jim je rekel: veste, kaj sem vam storil? Vi me kličete učenik in Gospod in prav pravite, saj to sem. Ako sem torej jaz, Gospod in učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu noge umivati. Če ste si kdaj skušali predstavljati to znamenito zadnjo večerjo, potem se vam verjetno prikaže pred očmi kakšna znamenita upodobitev, slika, freska. 12 apostolov sedi za mizo, med njimi Jezus in pač jejo. To se pač običajno počne za mizo pri večerji. Jezus pa vzame lavorček z vodo, brisačko in prične svojim prijateljem, svojim gostom, če hočete, umivati noge. Če bi vi to doživeli, če bi sredi restauracije, ta, ki vas je povabil na zabavo, pričel z umivanjem nog, priznajte, da bi planil v smeh, da bi vam bilo nerodno. In če bi šlo tako daleč, da bi se morali sezuti in bi pomočili svojo nogo v lavor, bi se verjetno bali in se spraševali, a vam noge smrdijo ali ne. In tudi apostolom je bilo verjetno nerodno. To vsekakor lahko razberemo iz tega evangeljskega opisa, tega dogodka. Predvsem iz Petrove reakcije, ki se je branil, ki najprej ni pustil, da bi mu Jezus umil noge. Pa niso bile problem smrdeče noge. Si predstavljam, da so takrat vsi majčkeno smrdeli, ker pač mila in parfumov niso poznali ali pa jih niso uporabljali v taki meri, količini, kot danes počnemo to. Nerodno jim je bilo, ker se je Jezus lotil opravila, ki so ga v tistih časih upravljali sužnji. On pa je bil vendarle njihov prijatelj, učitelj celo, oziroma kot so ga klicali, Gospod, Bog, pa če so to takrat verjeli, ne. A pa se zavedate, da tudi vam Jezus umiva noge. Ne pri spovedi, kjer spere ne samo vaše smrdljive tačke, ampak predvsem vašo dušo, vašo vest, ki si je z grehi malo smrdila. Jezus nam umiva noge, ker je neprestano z nami, v vsaki naši stiski, težavah, nadlogi, vseh naših radostih in veselju. Zmeraj ob meni, na razpolago, pripravljen opraviti kaj takega, kar sam ne zmorem in česar me strah. Najboljši prijatelj, pripravljen, da preskoči na pomoč, kot zvest uslužbenec, služabnik, suženj opravi delo, ki je za nas pretežko. In reče: dal sem vam zgled. Tudi ti bod tak prijatelj, več kot to. Pomagaj, če vidiš, da je treba, prisluhni, ko je treba, molči, ko je treba in spregovori, ko je treba. Bodi zraven, ko je treba, bodi na razpolago, ko je treba. Daruj se. To je sporočilo današnje zadnje večerje. Naj bo to vaš prvi obet v nadaljevanju teh prazničnih dni. Lep preostanek velikonočnih dni vam želim.